Smo v živo. Pravijo, da smo v živo. Da vidimo. You are no life. Ok. Ja, na računalniku je tole malce drugače zgleda kot na telefonu. Sicer pozdravljeni vsi skupaj. Eno mogoče zanimivo dejstvo, oziroma nasvet ali pa modrost, kakorkoli bomo to vzeli, bi vam mogoče danes podelil z vami, predvsem iz vidika, ker velikokrat preberem in pa slišim določene stvari, pa se mi zdi mogoče, da smo ljudje preveč navajeni, da stojimo preveč na levo ali preveč na desno, ali kot bi temu rekli, na stvari gledamo preveč enostransko. Zdaj, da bi tole razumeli, naj vam nekaj povem. Velikokrat me tudi sprašujete glede Roberta Kiyosakija, njegovih naukov, nasvetov in vsega tega, kar on uči. Zdaj, glede na to, da sem jaz njegov učenec, ja, seveda ga spremljam, se izobražujem od njega, jemljem določene oziroma kupujem določene programe od njega, vendar vam pa moram povedati v štartu že takoj, da jaz nisem on in da čeprav se jaz od njega učim, čeprav je on moj mentor, čeprav je on nekdo, ki me je popeljal na neko drugo pot oziroma njegovi nasveti, njegovi nauki in pa njegove strategije, se vedno tudi ne strinjam z njim. Torej, ne delam točno vseh stvari tako, kot on uči oziroma tako, kot bi on jih naredil. Predvsem zaradi tega, ker mi se vedno moramo postaviti v svoj položaj, torej v svojo štartno pozicijo, od kje mi štartamo in kam gremo oziroma kam hočemo iti. Zato je nesmiselno, da samo slepo sledimo nekim nasvetom in pa naukom, ki nam jih nekdo da, ampak da iz teh naukov potegnemo tisto, kar se zdi nam dobro in je dobro za nas, ter to implementiramo v svoje življenje. To pomeni, da jaz ne stojim vedno na strani Roberta Kiyosakija izključno, ali pa njegovih svetovalcev ali kakorkoli. Poslušam še koga drugega, ostanem na neki točki, na nekem robu ali pa nevtralen in zase izbiram svoje tiste najboljše stvari, ki so v tistem trenutku, v danem trenutku zame najboljše. Zdaj, naslednja stvar, ki bi jo želel z vami podeliti, je to, da včasih mogoče, ko slišimo neko stvar, neko informacijo, dobimo oziroma je nam neka zadeva predstavljena, se zna zgoditi, da te informacije nismo dobro slišali, sprejeli ali preučili ali razumeli. Zdaj, zakaj se to zgodi? Največkrat se zgodi, da stojimo preblizu. Torej, če stojimo preblizu nekega objekta, ne vidimo širše slike, torej, kar je tisto, kar se skriva tudi v ozadju. Zna se pa zgoditi, da tudi stojimo predaleč stran in potem spet, če stojimo predaleč stran, seveda vidimo neko široko sliko, samo nek obris nečesa, vendar pa ne poznamo tistega, kar se dejansko dogaja. Zato je spet potrebno, da stojimo recimo nekje na pravi razdalji, torej da imamo tiste informacije, ki jih potrebujemo in pa da vidimo še ozadje, torej sliko od zadaj, širšo sliko. Zdaj, najboljše bi to predlagal, recimo povedal oziroma na praktičnem primeru lahko prikazali nekoga, ki želi narediti eno fenomenalno fotografijo, na katerem je nek objekt oziroma neka oseba, za to osebo pa neka čudovita narava ali neki objekti oziroma mesto ali kakorkoli. In zdaj, če bomo mi preblizu te osebe stali z fotoaparatom, ne bomo zajeli tistega lepega ozadja. Če bomo pa šli daleč nazaj, pa morda bomo ujeli tisto ozadje, vendar pa oseba, katero bomo slikali, ne bo dobro vidna oziroma ne bo prepoznavna. Zato je vedno dobro, da stojimo točno na tisti pravi določeni razdalji, torej da imamo pokrit širši spekter vsega, torej da vidimo in slišimo vse in da dobimo res tiste prave informacije, ki so nam predstavljene. In
Samo na podlagi tega, če bomo res na tisti pravi razdalji stali oziroma imeli te informacije, ki jih potrebujemo, tako dobre, tako slabe, tako tiste, ki so potrebne, kot tiste, ki so nepotrebne, da odpadejo. In takrat bomo lahko sprejemali tiste prave odločitve zase, ne. Zato vedno stojite na tisti pravi razdalji oziroma stojite na nekem nevtralnem območju, poglejte levo, poglejte desno, poglejte gor, poglejte dol, na to pa razmislite sami točno, kje ste in sprejmite odločitev, ki bo v tistem trenutku najboljša za vas. Mogoče še en nasvet, ki je vsaj meni delno spremenil in pomagal: nikoli, zares nikoli pa ne sprejemajte nekih finančnih ali pa kakršnihkoli drugih odločitev takrat, ko ste na dnu, takrat, ko se vam je zgodila neka tragedija, takrat, ko se vam je recimo izguba službe, denarja ali česarkoli. Takrat nikakor ne sprejemajte nobenih odločitev, počakajte, da se stvari umirijo, razmislite in šele takrat jih sprejmite. Vrnimo se k Robertu Kiyosakiju, njegovim načelom in pa vsemu. Zdaj, tisti, ki poznate Roberta Kiyosakija, poznate tudi tale njegov kvadrant denarnega toka, ne? Torej 4 kvadranti: E, zaposleni; S, samozaposleni; B, business ownerji oziroma lastniki podjetij; in pa I, investitorji. Zdaj imamo torej levo in pa desno stran kvadranta. Na levi strani kvadranta so ljudje, ki svoj čas zamenjujejo za denar, na desni strani pa so ljudje, ki izkoriščajo moč sistema in ustvarjajo pravzaprav tisto razliko med tem, da na drugi strani zaposlujejo tiste, ki so na levi strani kvadranta. Mi v našem društvu Cashflow Klub Bogati očka pripravljamo za vse vas enoletno Cashflow akademijo, kjer se bomo osredotočili na desno stran kvadranta, torej B in I, in vam pomagali, kako bi mogoče iz leve strani kvadranta E, torej zaposlenih, in pa s specialistov samozaposlenih oseb se premaknili na to desno stran kvadranta in začeli ustvarjati pasivni prihodek oziroma pozitivni denarni tok in si zgradili nekako nek posel, neko stabilno in pa varno finančno prihodnost. Če vas zanima, lahko pogledate na našo spletno stran bogati.si pod dogodke. Tam boste našli vse dogodke, ki jih trenutno do konca leta še izvajamo, da vam predstavimo vse te naše projekte, katere imamo. Vabimo vas tudi še v naš investicijski projekt. Imamo še eno prosto mesto za 4% delež v našem na novo ustanovljenem podjetju, ki ga štartamo prav tako z letom 2024. Tako da vse te informacije dobite, prijavite se na katerega izmed dogodkov. Ob ponedeljkih imamo ob 19. uri preko Zooma predstavitev akademije, Cashflow akademije. Nato ob 20. uri govorimo o zdravju, o tem, kako lahko izboljšamo svoje zdravje. V torek ob 19. uri pa imamo še live Zoom, kjer vam predstavljamo tudi podrobneje naš investicijski projekt, v katerega gremo skupaj z nekaterimi prijatelji oziroma soinvestitorji in s katerim bomo ravno tako gradili posel v kvadrantu B in pa investirali v kvadrant I. Torej, če vas zanima, vljudno vabljeni in še enkrat, torej, vse informacije, ki jih dobite, ki jih boste kadarkoli dobili, poglejte vedno iz nevtralne strani, ostanite na robu, poglejte levo, poglejte desno, vzamite tisto, kar je dobro za vas in pojdite po tej poti naprej. Čudovit dan vam želim, uživajte, imejte se lepo, nasmejte koga, naredite kakšno dobro delo in življenje vam bo dejansko in pa zagotovo povrnilo. Lepo bodite in nasvidenje.